še vedno ne, več kot 50 let, več kot 66 delodajalcev v 42 državah, v tem primeru slovenskimi delodajalci, ko govorimo o reprezentativnem vzorcu, jih je bilo tokrat vključenih 621, vršli so od leta 2011 in povedali smo pač še vedno, ustrajamo pri enem samem anketnem vprašanju, sicer kakšna je vaša napoved za poslovanje za vaše podjetje, oziroma posamezno poslovno enoto v naslednjih 3 mesecih, tukaj govorimo o juliju, avgustu in septembru, v primerjavi s tekočim četrtletjem. Pri sami obdelavi podatkov moramo biti pozorni v bistvu na 2 izraza. V prvem primeru govorimo o neto napovedi zaposlovanja, govorimo o razliki med tistimi delodajalci, ki so napovedali rast zaposlovanja in tistimi, kateri so napovedali upad poslovanja za naslednje četrtletje. Ker pa se raziskava v Sloveniji v bistvu vrši že več kot 4 leta, ker je predpogoj na osnovi metodologije 17-četrtletnih raziskav, se v bistvu vsa ta neto pridobljene podatke sezonsko prilagodi. Tako da tisto, kar potem govorimo, ko raziskava manj recimo to tradicijo v posamezni državi, se pogovarjamo samo s sezonsko prilagojenih podatkih. Pa če se kar zdaj osredotočimo še na Slovenijo, kot je rečeno 621 delodajalcev je sodelovalo tokrat, še vedno na osnovi 10 gospodarskih panog in v 4 regijah, ki so združene v srednjo, ki predstavlja srednjo slovensko, gorenjsko in zasavsko, severovzhodno, ki vključuje Pomursko, Podravsko, Koroško in Savinjsko, potem pa spodnja Posavska in jugovzhodna Slovenija, združena v jugovzhodno, ter še na koncu jugozahodna, ki vključuje na pomorski del, Obalno kraško, Goriško ter Notranjsko kraško regijo. Tako, pred vami so zdaj v bistvu prvi rezultati. Za tretje četrtletje je v bistvu 14% delodajalcev napovedalo rast zaposlovanja, medtem ko na drugi strani upad pričakuje zgolj 3%. Sorazmerno kar precej visok, pa je v Sloveniji tudi nekoliko kar tradicionalno, je tudi ta delež, ki se nanaša na delodajalce, ki v tretjem četrtletju ne preživijo nobenih večjih sprememb, je kar 80%, 3% pa se jih je opredelilo kot taki, ki še ne vejo, kaj se bo zgodilo v njihovih podjetjih. Če pogledamo kar, kakšna je v bistvu celotna napoved in kako se mogoče odrazna skozi v primerjavi s preteklostjo. Po sezonsko prilagojenih podatkih govorimo o tem, da bo 8% delodajalcev namerava zvišati število zaposlenih. Če naredimo primerjavo v bistvu s preteklimi četrtletji, je prišlo v bistvu do tega, kako sicer ena napaka na temule, to me plus 8 bi mogli biti ostalo, tam drži. Imate tudi noter, imate prebrati podatke, to pravičujem za tole. Ampak četrtletna primerjava je potem grafi, če pogledate v bistvu identična na osnovi letne primerjave, ko govorimo, je pa v bistvu šlo za 1% točko, ko govorimo, da so se razmere nekoliko popravile. Zdaj pa, če gremo še malo bolj v podrobnosti pogledati, sicer kaj je tisto, kar je morda zelo dobro, kar radi slišimo, tisto, kar so pozitivne stvari, da praktično v vseh 4 regijah so vsi delodajalci napovedali v bistvu pozitivno rast. Prav tako so tudi praktično enako kot že pri prejšnji napovedi v vseh 10 panogah napovedali pozitivno rast. V nekaterih panogah bolj, v drugih nekoliko manj. Kot že rečeno, 8% znaša povprečje. In s prejšnjim četrtletjem v bistvu ostaja zaposlitvene možnosti za kandidate enake. V primerjavi s tem obdobjem lani pa, recimo temu, vse je nekoliko boljše. Se bomo zdaj kar spustili še najprej na pregled po posameznih slovenskih regijah. Vidite, da v bistvu tukaj najbolj prednači jugozahodna regija, ki celo v bistvu to napovedjo zdaj dosega najvišjo napoved za poslovanje, odkar se raziskava v Sloveniji vrši. Zelo spodbudni so podatki tudi za osrednjo Slovenijo, s 11% točkami. Če bi mogoče še primerjavo malo naredili s prejšnjim četrtletjem, je osrednja sicer nekoliko padla, tako za 1% točko. Dočim v primeru jugozahodne regije pa govorimo v bistvu o najvišji napovedi, tako v četrtletni primerjavi kot letni primerjavi. Na drugi strani imamo nekoliko bolj umirjeno predikcijo za poslovanje v jugovzhodni regiji in pa v bistvu še najnižje v tem trenutku poročajo namero za poslovanje delodajalci iz severovzhodne Slovenije, praktično 2% točki. Je pa zanimivo, da v bistvu v prejšnjem četrtletju je bila napoved v severovzhodni plus 1% točka, torej to pomeni, da je v bistvu nekoliko večja namera, ampak še vedno precej skromna. Ko pa se bomo zdaj še osredotočili v bistvu na posamezne regije.
panoge. Je v bistvu zelo zanimivo, ne, tudi ko smo delali kakšne primerjave zraven še mogoče s kakšnimi drugimi makroekonomskimi kazalci, kakšne so napovedi, ko se bo gibala rast BDP-ja. Morda se boste tudi spomnili, da že v bistvu prejšnjega četrtletja so najvišje namere o zaposlovanju prihajale v bistvu iz panog transporta, logistike in komunikacije ter trgovine na debelo in drobno, in tudi v bistvu v tem četrtletju. Prav tako delodajalci iz teh panog predvidevajo najvišje zaposlovanje. Prav tako je sorazmerno precej visoko v bistvu gradbeništvo in pa zraven še dodatno in kamnine, ki gresta nekako od roko v roki skupaj. Zelo pomembno za slovenski trg pa je, da v bistvu proizvodna za svojo namero v zaposlovanju v višini 10 odstotnih točk, kar je 1 odstotno točko više kot prejšnje četrtletje, in v enaki meri, kot je bilo napoved v prejšnjem četrtletju preteklega leta, ohranja v bistvu nekako to stabilnost zaposlovanja. Tudi če to vzamemo proizvodna, na eni strani potem transport logistika, ki je za proizvodno, zato da lahko proizvodna svoje produkte spravi do svojih kupcev, in pa potem seveda trgovina na debelo, trgovina na drobno, ki spodbuja v bistvu tisto potrošnjo. Mogoče na drugi strani, če to rečemo, fant videti, vse so pozitivno, nobena ne gre na levo stran grafa, ampak vseeno pa opažamo, da v bistvu v panogi oskrbe z elektriko, plinom in vodo je v bistvu namera po zaposlovanju najnižja, odkar se je praktično raziskalo vrški v Sloveniji. Bomo pokaj naprej. Še če se malo sredotočimo v bistvu glede na velikost delodajalca. Najbolj optimistični še vedno ostajajo veliki delodajalci, torej podjetja z več kot 250 zaposlenimi. Zanimivo je, da se je tokrat v bistvu zgodilo, da so v bistvu tudi med tistimi bolj optimističnimi mikropodjetja, se pravi navadno podjetja, kakšni SP-ji, tudi pa tista majhna družinska podjetja, ki so zadnja, ki se odločajo za zaposlovanje. Če se mogoče tam ozremo še v preteklost, in sicer za napoved prvega in drugega četrtletja, vidimo, da so se srednja in majhna podjetja nekoliko bolj konzervativno, recimo zdaj pri zaposlovanju, pri namerah zaposlovanja odločala. Kaj to pomeni? Da še vedno so sicer pozitivna, ampak manj, kot so bila pa v prejšnjih četrtletjih. Tako da je pa še vseeno zelo spodbudno, dokler bo velika podjetja imela namero zaposlovanja, je to dobro tudi za vsa ostala podjetja. Zakaj? Zato, ker so navadno del v verigi velikih podjetij, pa se posameznimi produkti ali pa storitve. Če se zdaj še ozremo v bistvu najprej na rezultate v bistvu celotne raziskave v 42 državah, zopet 40 od 42 držav, pozitivna namera, kar je zelo spodbudna zgodba. Tisto, kar je mogoče malo spodbudno, pa da se bomo v Evropi tudi dotaknili, vidimo, da v bistvu še vedno najmočnejši trendi prihajajo iz Tajvana, Indije, Japonske, Hongkonga in ZDA, tukaj mogoče velja postaviti, morda se bo spomnil. ZDA so imeli v bistvu najvišjo napoved po letu 2009, že v preteklem četrtletju. Tokrat je še višja in celo najvišja po letu 2008. In Združene države Amerike kot en glavnih kreatorjev celotnega gospodarstva je to sigurno dober signal tudi za nas posredno. Najšibkejši, hkrati bi se tudi edini negativni, zelo podobno kot v preteklem četrtletju, vedno ostajata Italija pa Brazilija. Brazilija je to prvič, odkar se raziskava vrši, praktično posegla po negativni napovedi, se pravi, da celo nekaj več delodajalcev. Smo se celo pogledali, recimo, danes smo se malo pogovarjali o kakšnih teh večjih športnih dogodkih, ki se dogajajo, ker za sabo spodbujajo velike investicije, kot je recimo svetovno prvenstvo nogometu, olimpijske igre. Če pa pogledate, recimo, tudi imate noter lahko pogledate na grafu, recimo, kako se je v Južnoafriški republiki obnašala, ne, ker je tudi gostila recimo svetovno prvenstvo nogometu. In ko se ti dogodki res umaknejo, nekako grejo trendi navzdol. In tudi pri Braziliji je zdaj v bistvu slika zelo podobna. Je še prezgodaj za govor, ker gre seveda za večplastno zgodbo, a je to lahko edini razlog, verjetno ne, ampak sigurno neka določena korelacija obstaja. Mogoče pa v Italiji, ko se bomo pa tudi dotaknili še zraven, kljub temu, da je Italija v bistvu edina negativna evropska država, pa kljub temu, da ima še vedno negativna napoved, je ta napoved v bistvu najboljša v zadnjih 4 letih. To tudi naslišam, ampak trend gre vseeno na vzgor, če to rečemo. Se pravi, bivše napovedi so bile bistveno slabše, kot je pa ta zdaj trenutno, kljub temu, da je še vedno negativna. Če še povzamemo, recimo, kako se gibajo same napovedi, v primerjavi s prejšnjim četrtletjem večja namera v 11 državah, še v 22 in pa letna primerjava, mogoče tako srednjeročno, dolgoročno bolj pomembno,
15 držav, ki so zelo bolj funkcionirali, pa vidiš namero po zaposlovanju bolje kot eno leto nazaj. Za celoten trend zaposlovanja lahko rečemo, da se je nekoliko umiril, drugo četrtletje je bilo res zelo dobro. Če povzamemo, in zdaj lepo je videti, da v bistvu ta stabilnost ali pa previdnost nekje ostaja. Dokler je pozitivna, je to za celotno gospodarstvo dobro. Pa se bomo zdaj še EMEA regije dotaknili. Kot že rečeno, Italija je edina negativna, tiste, ki so pa najmočnejše pokazali, Turčija še vedno res prednači v bistvu svojo geopolitično pozicijo, res tako dobro izkorišča tako Evropo kot na drugi strani svoje azijske partnerje, potem pa Izrael in pa Slovaška. Mi smo recimo opazili, da pri tem, da se bo še negativna zgodba multinacionalka dogaja v Sloveniji, da vseeno recimo Slovaška je ena od tistih držav, ki je zelo odprta za tuje investicije. Tudi na Madžarskem so recimo določene indici, nekatere multinacionalke so zdaj v glasnem pogonu, kako zaposlovati na novo svoje določene storitvene centre, ki jih potem pokrivajo večje število držav, v bistvu krepijo v tem trenutku. Ampak ja, na drugi strani pa v nekaterih državah na ta račun zmanjšajo. Pa še mogoče, če se Italijo rečemo, 23-24 pozitivni, super. Mogoče, če se odremo še okoli sosed, pa okoli Nemčije, načeloma Avstrijci ostajajo zelo konzervativni, pri njih v bistvu več čas raziskave, nekako ni nekih večjih odstopah pri namerah zaposlovanja, še vedno so na sredino, so pozitivni, to je super. Madžarska je v bistvu nekoliko padla, ampak tudi pozitivnimi namerami po zaposlovanju. Italijo smo že pokomentirali. Za Nemčijo pa lahko rečemo, da v bistvu praktično tako na četrtletni ravni kot na letnih primerjavah ohranja enak trend. Tudi ko primerjave narediš recimo znotraj EMEA regije, pa recimo z ostalimi kontinenti, se vidi, da so evropski delodajalci res zelo konzervativni, ni zelo drastični, premikov bodi si v eno ali pa v drugo smer. Ostaja skozi ta četrtletje, so ta nihanja bistveno manjša kot pa recimo v okviru recimo azijske skupine držav, kjer so pa lahko ta odstopanja tudi na povedi zelo visoki, tudi po 30-40 odstopanja. Tako da, to je mogoče zdaj tisti kratek pregled. Zdaj pa nekaj, mogoče za kakšno morebitno vprašanja, kakšne bolj podrobne. Hrvaške nimate še vključeno? Hrvaške še ni vključeno. Zdaj pa to predvidevate? Težko reči. To je v bistvu odločitev, ko se oceni, da je v bistvu trg nekje tako stabilen, da se lahko to raziskavo začne izvajati, tudi so zaradi metodologije, pa verodostojnosti podatkov na časa pač vse ne posamezne državne pomoči. Tudi recimo Izrael je bil recimo kasneje vključen v raziskavo v Sloveniji. Celo, kar je meni bilo mogoče zelo presenetljivo, Finska se je kasneje vključila